Tjaša, ti si bila vrhunska športnica. Ja. Meni, da si se spogledovala celo z olimpijsko kolajno. Ne čisto res, ampak jaz si postavim visoke cilje. Aleluja. Mi moramo v Slovenski filharmoniji poslušalce začarati z zvokom. To je zelo podobno kot v gledališču, ker ni vedno isto, ne? Vedno je v živo, vedno je v tem trenutku. Stop! A moram takoj začeti? 1, 2, Čakam, da bom pol vstopila. Jaz se opravičujem, kaj je to? Meni se zdi tudi pravzaprav zelo pomembno, da mi tule ne govorimo samo o koncertih. Mi govorimo dejansko o izobraževalnih matinejah. Kaj pa to? Ne, Super si, super. Ja. In tudi živali so nastopale. Ja, živali. Ker še niso hotele pol dol z odra, recimo, kakšen osu. In to se mi zdi, da je posebnost sodobne glasbe, da ima neke nove inštrumente, neke nove pristope in da vsekakor ni bav. Spoštovane in spoštovani, v današnjem podcastu 1, 2, 3 bis gostim članico Mestnega gledališča ljubljanskega, zelo uspešno gledališko igralko, filmsko igralko, televizijsko voditeljico ter priljubljen glas v radijskih in televizijskih oglasih, Tjašo Železnik, in pa člana tolkalne sekcije orkestra Slovenske filharmonije, umetniškega vodjo družinskih abonmajev v Slovenski filharmoniji, Francija Krevha. Spoštovana gosta, lep pozdrav, dobrodošla. Bravo. Tjaša, dobrodošla na odru velike dvorane Slovenske filharmonije. Hvala lepa, počaščeno se počutim, ker nisem bila še nikoli tukaj na odru. Sem te hotel vprašati, če si kdaj nastopala, nisi? Ne, nikoli. Tako da z velikim strahom, spoštovanjem sem tukaj, ker pač v glasbi ne vem tako zelo veliko, ampak z velikim veseljem. Danes se bi malo pogovarjali o tem, kako izpostavljenost klasični glasbi koristi mladim, koristi otrokom. Mal bi predebatirali, Franci, kaj nas čaka v letošnji abonmajski sezoni glede družinskih koncertov. Pa na koncu imamo, Tjaša, za tebe še en zanimiv glasbeni izziv. Kako se veselim. Ukolikor ga sveda spremeš, me Seveda. veseli, da si ga sprejela. Tjaša, kdaj si se prvič srečala s klasično glasbo, se spomniš? Jaz, ko pomislim na klasično glasbo, tako iz svojega otroštva, najprej pomislim na balet, ker sem bila obsedena z baletom, hotela sem tudi postati balerina nekaj let, dokler niso pač drugi talenti bili večji od tega baletnega. Tako da bi rekla, da pravzaprav z baletom mamo sem, mislim, da prepričala, da me pelje gledati. Zdaj pa ne vem čisto natančno, je bila Trnulčica ali je bilo Lebodje jezero, ne vem čisto točno, ampak balet je bil tisti, ki me je obsedel in klasična glasba pride zraven. Franci, ti si profesionalen glasbenik, izhajaš iz glasbene družine? Sploh ne. Ne? Ne. Oče je bil kovač, tako da ne, ja, mogoče to, oče je bil kovač, pa ker je znal točiti, je to nekaj meni ostalo, ne. Si šel nivo više in si postal v bistvu prihajam iz Slovenj Gradca, tam je dejansko bolj industrijsko, bom rekel, okrožje in v osnovi sem čevljar. Ker tam v Slovenj Gradcu, če si živel, si lahko bil lesar, strojnik, ekonomist, štromar, no pa usnjar, seveda, ko smo imeli tovarno usnjo. Jaz sem se odločil za čevljarja, ampak sem kar hitro ugotovil, da ob 5 ne morem stati ali pa pol 5 pa iti v službo in sem Se odločil za glasbo. Tako. Kako čevljar postane glasbenik. Ja, tam lahko vstanemo ob 7 in to ni boljše. In se Mi pa konec ugreješ koncev za vaje. začnemo še ob 10, tako da to se pa da, ne? No, mi pol 10. A pol 10, mi pa ob 10. No, ampak otroka svoja si pa izobraževal glasbeno, oziroma si jih upisal zelo zgodaj v glasbeno šolo, ne? Tako bom rekel, to je bila taka čisto, ona dva sta pokazala neko željo po glasbi in seveda, kaj je boljšega od starša, kot otrok neki pokaže neko željo, a ne? Ja. Dejmo. Tako da jaz sem jo spoznal s tem glasbenim svetom, vendar jo niti nisem, bom rekel,
nikakor bi pa nisem silil v to mojo življenjsko pot profesionalnega glasbenika in mislim, da smo kar v redu obnesli, no, ta večji poleg študija hodi v srednjo šolo, ta mlajša pa igra violo z velikim veseljem, ampak je rekla, da pač to ni njeno srce, njen poklic in se imamo skupaj, ko smo skupaj na odru in skupaj igramo. Odlično. Tjaša? No, jaz tudi nisem iz glasbene družine, bolj športne bi rekla. Čeprav je bila glasba pri nas vedno prisotna, saj smo poslušali plošče, pa starši so imeli tudi nekaj klasične glasbe, tako da Kleine Nachtmusik mi je tako nekam zelo blizu, ker sta to poslušala, pa Vivaldija, pa Bacha, pa tako naprej, ampak to je bilo redko. No, glasbe smo imeli veliko, ampak nismo se pa glasbeno izobraževali, saj jaz ne. Včeraj sem mami vprašala, kako to, ker sem si želela namreč igrati klavir, kako to, da mi ni tega omogočila, in je rekla, ko sem mislila, da si pač klavirja nismo mogli privoščiti, moja sestra pa je igrala klavir. Sem rekla, kakšna je bila razlika, ne? In je rekla, ja, veš kaj, tvoja sestra je bila bolj vztrajna, že kaj je imela 6 let, je rekla, veš, to je pomembno za mojo izobrazbo in tudi glasbena izobrazba je pomembna zame. In moja mama je bila od tega šoka pač, no, tako šokirana, da je šla kupiti pianino in sestra se je učila. Jaz sem pa takrat bila že toliko starejša, da sem pravzaprav šla v druge vode, se pravi bolj v šport in kot že rečeno, športni talenti so vse moji močnejši talenti, no, kot pa glasbeni. Kako pa vzgajaš svojo hčerko, obiskuje glasbeno šolo oziroma na kakšen način je glasba prisotna pri vas? Pravzaprav, ampak sva pa že 3. leto abonentki družinskega abonmaja, tako da Francija poznava zelo dobro, on naju še ne. Čekaj, zdaj naslednjič, ko ta prišli. Mi da bova mahali. Kjera vrsta? Tlele na sredini. Aha, ok, redo. Mislim, da 4. se mi zdi, čist blizu, tako da si bomo pomahala, prav. Ona sicer hodi na konzervatorij, ampak pleše sodobni ples, ampak mislim, da še ni prepozno, če bo izrazila željo, da bi igrala kakšen inštrument. Konec konca je ta pianino, ne, ki ga je mama kupila, še vedno pri nas doma, tako da je tudi ta možnost obstaja. Obožujeva pa te abonmaje, tako da zdaj že redno prihajava in so super. Hodite na abonmaje, ampak nasploh hčerka rada posluša tudi klasično glasbo doma? Niti ne, doma ne poslušamo klasične glasbe, bolj tisto popularno ali pa tisto, ki je meni ljubša, to je še iz 90-ih, rock and roll. Rock and roll? Ja, ne vem. Zanimivo. Bolj to poslušava, no, pa to, kar si ona zaželi, klasične pa ne, no, ampak mogoče bo pa zdaj tudi kdaj dale. Ne? Zanimivo. Kaj bi pa priporočil za začetek? Zanimivo mi je to, ko si omenila prej, ja, doma ne poslušam. Mi tudi nikdar nismo doma poslušali, no, poleg tega, da sem bil čular, pa smo to zdaj. No, bilo pa zanimivo to, da jaz kot mlad glasbenik, mene so prvo povabili, tako ko igraš bobne v glasbeni šoli, pa tako, so me povabili v metal band. Tako da jaz v bistvu izhajam iz, mislim, je prva heavy skupina. Metalec? Ja, ne heavy. Ne heavy, samo metalec. Death metal se je temu reklo. To pomeni vsi črni, dvojna stopalka, glas neprepoznan, doben ni vedel, kaj si pel. Glasno je tako bilo, da pol še 1 uro po koncertu nisi vedel, s kom govoriš. Ampak sem preko tega pol prišel počasi v rock in v jazz in dejansko sem pol, bom rekel, komaj v srednji šoli, a pa torej moj študijski že pol prišel do klasične. Mislim, ta zanimivost ni nujno, da poslušaš klasično glasbo kot otrok, da bi jo pa potem izljubil. Vidiš, jazz pa se pri nas vrti, to pa je. Ampak Barnos pa prišel do razsvetljenja potem tako. Glam rock, ali bi kaj temu rekel. Glam, ja. Daj razlož nam to upravo, no. Torej, ko mi je direktor zaupal to funkcijo vodenja teh koncertov, sem vedel, da moram nekako otroke fokusirati na sebe. Se vemo, ko so otroci, pa sem, pa dol, pa gr. In dejansko sem rekel, veš kaj, jaz bi imel pa nekaj takega svetlečega. In potem sem šel v trgovino, sem kupil blago, poklical kolegico Slovenjgradca, Stanko, sem rekel, zdaj pa to, ko sem ji prinesel to blago, to je bilo tako, pa je že naredila vsega Boga, ona je naredila za mi Slovenije, ampak ko je to videla, rekla, da Franci res premišljajo biti res to. Ampak sem in
užge. Ja, užge. Moram povedati, no, ker sem svoji hčeri rekla, da boš ti zraven tudi gost, je rekla, brez njega družinske bonmaji ne bi bili pol tako dobri. Tako da, kompliment. Sem rekla, to moram povedati. Ampak, Franci, kako poleg kostuma seveda... Pa ne zaradi kostuma, pardon. Kako zanimiraš dejansko otroke v teh časih, ko imamo, ne vem, mobitele, pametne telefone, vse te aplikacije, TikToke, ko gre vse res hiter. Gledajo otroci posnetke na TikToku, ki so dolgi 5 sekund, in že menjajo vsebine. Ti pa prideš tukaj na oder, otroci se usedejo, mladi se usedejo in poslušajo koncert, ne vem, pol ure, 3/4 ure, 1 uro. Kako ti rata, da jih obdržiš, kako ti rata, da ohranijo to koncentracijo? Jaz mislim, da je Churchill bil tisti, ki je rekel, vse je v pripravi. To pomeni res razmišljati, kaj boš dal gor, kak program, kje boš vlekel rdečo nit, kako boš zapolnil ta prostor med glasbo, kaj boš otroku dal neke dodatne dejavnosti, da otrok ne bo samo sedel pa poslušal, ampak da bo nekako tudi aktivno vsej sodeluje. Ja, tako, da sodeluje tako, da kaj oponašajo, pojejo, kažejo take stvari. To pomeni, da so ves čas dejansko aktivni. In to se mi zdi, torej pripraviti koncept, scenarij, tako da bo otroku, bom rekel, v osnovi ležal. Potem pa seveda pride tisti del, ki je pa za mene najmanj zaskrbljujoče pa to, ko treba to, da orkester pripravi. To pa jaz vem, da bo zmeraj narejeno na najvišjem kvalitetnem nivoju, saj Orkester Slovenske filharmonije pa tudi zbor sta res ena izmed najbolj kvalitetnejših sestavov v tem delu regije. Jaz vedno pravim, da otroku je treba dati najboljšo kvaliteto, ker tudi v športu otroci so fani Ronalda, so fani Messija, Mbappéja, skratka najboljših nogometašev. Niso fani mladincev, ne? In tudi v glasbi, v umetnosti jim moraš da dejansko največ, kar jim lahko daš. Ne? In se mi zdi, da bojo to prepoznali. Ja, ko govorimo to, da otroci prepoznajo kvaliteto, dejansko jo prepoznajo. Jaz zmeraj pravim, mi moramo v Slovenski filharmoniji, mi moramo otroke, pa ne samo otroke, govorim tudi na splošno, mi moramo poslušalce začarati z zvokom. In to je tisto, začarati. Otroke, ko se jaz pogovarjam s tistimi, ki so malo starejši, in se pogovarjam o tem, zakaj so poslušali, kako so poslušali, in tudi, ko sem s kolegico iz Koncert Gebava govoril, ko se prav s tem ukvarja, res smo prišli do iste točke, smo se rekla, začarati. Zvok klasičnega orkestra te res lahko začara. In to je tisto, kar pa ne podcenjevati, zaradi tega, ker absolutno so dojemljivi za marsikaj. Tle bi sem še dodala, da so pa te koncerti res pestri, raznoliki so, hitro se stvari menjajo, vedno je nekaj drugega, vedno nekaj novega, tako da to se mi zdi, da je tudi ena stvar, ki v bistvu prepriča. Moram paziti, da so stvari kratke. Včasih verjetno gre na revanš glasbe, pa mi kak dirigent reče, Franci, dej, pa bomo cel stavek zaigrali, ali pa celo delo, 7 minut, 8 minut. Ne bo šlo, ker mi, recimo v družinskem obnoju, smo se fokusirali na otroke od 6 let, pa nekako 10, 11. In tu točno vemo, koliko lahko zdržijo, kaj lahko zdržijo. In enostavno, pa tudi imamo premalo časa. Sej verjetno vam čas hitro mine in če bomo... včasih bi še kar poslušali. Če imamo 7-minutno skladbo, potem imamo 3 in smo rešeni, kar pa je bistveno premalo za otroke. Ok, ampak na te koncerte recimo več ali manj hodijo otroci, kjer jih starši doma tudi pripravijo na koncerte, kjer jih spodbujajo, da poslušajo klasično glasbo. Kaj pa recimo starši, ki tega ne počnejo, pa mogoče bi želeli svoje otroke spodbujati v tej smeri, ampak ne vejo, kako začeti. A imate kakšen predlog, nasvet, recimo? Jaz lahko samo, če si iz lastne izkušnje, jaz pač otroku ne dam teh elektronskih naprav, mogoče včasih pogleda na moj telefon ali pa gre na kakšno spletno stran, ampak to je zelo, zelo redko. Kje razred obiskuje v osnovni šoli? Ona 5. razred. Okay. Ampak od majhnega bere, ogromen bere in od majhnega hodi v gledališče, se pravi najprej v lutkovno gledališče, včasih tudi zdaj kakšne predstave, ki so za otroke, ampak
to je tisto, da se je od majhnega naučila pač biti pozorna in gledati in stvari jo zanimajo. Ne ve, kaj je TikTok v teoriji, ampak ne pa v praksi, ne. Tako da mislim, to je že en korak, ne. Se mi zdi pa, da je pomembno, da otroku daš možnost, da vidi vse. Mi smo itak, pač jaz sem igralka, umetnost nam je blizu, radio imamo in likovna in gledališče in film in seveda tudi glasba, ne. V glasbi jaz najmanj vem in se mi je zdela to najboljša priložnost, da prideva v Slovensko filharmonijo, se usedeva in poslušava in se v bistvu na ta način obe izobražujeva, ne. In se mi zdi, da je to širina, ki jo bo zavedno lahko imela, no. Tudi pred kratkim sem mi rekla, ker hoče seveda pametni telefon, ne, sem rekla, postavila mi boš spomenike enkrat, ko boš videla, da je to zate dobro, ker si že ogromen knjig prebrala, veliko predstav videla in jaz mislim, da te to dosti bolj bogati, kot pa neki kratki, ne ravno bistri videi na TikToku. Meni se zdi tudi pravzaprav zelo pomembno, da mi tule ne govorimo samo o koncertih, a ne? Mi govorimo dejansko o izobraževalnih matinejah. Ja. In če bi dali otrokom samo za poslušati 45 minut muzike, bi tudi tam ušli čez 10 minut. Isto mame, isto očetje, isto babice, isto detki. Damo pa to noto zraven tega izobraževanja, ne bom rekel izobraževanja, bolj razlage zadeve in pol v bistvu dejansko, ko otroci vejo, zakaj se to zgodilo, jim je jasno. Če jim prej razložiš, kako gre od prve violine, pizzicato do kontrabasa, če jim ne razložiš, oni bi pač nekaj se je pa zgodilo. Če jim pa to razložiš prej, pol so pa na to pozorni in ja, to je to. In se mi zdi, da to je ta pomembnost teh družinskih koncertov, da se nauči in dejansko opažamo, da tudi veliko staršev, pa starih staršev dostopi do mene pa reče, tole pa zanimivo, to pa še nisem slišal. Na zadnjem koncertu sta bila dva starejša obiskovalca, po mojem upokojenca, jaz sta prišla zato, ker jo je zanimalo, kaj se dogaja v glasbi, a ne? In sta rekla, zdaj bomo pa lažje šla tudi na pravi koncert, ker se ne bom zdela sama sebi tak brez znanja. No. Sta se ufurala noter. Ja, no, sej moja mama je neskončno srečna, če jaz recimo imam kdaj zjutraj v soboto vajo, da pride ona in potem ona posluša in se prav veseli. Reči, jaz mislim, da je tu ta problem, ko si reče, za klasično glasbo moraš biti pa izobražen. Če pa ti 4 leta nimaš vsaj glasbene šole, pa brez veze, da greš na Brahmsa. A veš, da je tako malo, no? Jaz sem tudi takoj začela, da imam malo tako strah, spoštovanje, ker spoštujem glasbo, pa se mi zdi, da premalo vem o tem. No? Zanimivo je na Japonskem, recimo, sem se pogovarjal z enim gospodom, ki živi na Japonskem, rekel, da na Japonskem šolski sistem dela tako, da mora vsak otrok v osnovni šoli igrati en inštrument. To je obvezen predmet in s tem dejansko vzgajajo otroke, da jih začne zanimati klasična glasba in ravno zaradi tega Japonci so taki veliki fani evropske kulture, taki veliki fani klasične glasbe. Mogoče je tudi to. Ja, jaz vem, da ful veliko otrok oziroma znancev, ko jih poznam, ko so tokalci, so dejansko rekli, da so izhajajo iz tega, ko so v osnovni šoli ksilofon igrali. Tam ima cel razred ima ksilofon oziroma vsak ima svoj ksilofonček. Na Japonskem. Na Japonskem. Ja, cup in gremo naši. In so rekli, to jih je navdušilo in mi imamo, bom rekel, ena najmočnejših nacij, kar se tiče tokalne glasbe, je Japonska. Meni se zdi to odlično, jaz bi to uvedla v osnovno šolo, definitivno. Nam se je to lansko leto skoraj zgodilo, ko smo kupili flavte, ampak nažalost je učiteljica šla, tako da se flavte ne učijo, ampak se mi zdi res, tako kot se učijo pri likovnem pouku, vse najrazličnejše tehnike, zakaj pa ne bi mogoče začeli res s flavto, pa znali kaj zaigrati, ne? Meni se zdi, da smo Slovenci v prvi vrsti bolj športen narod. Nas šport bolj zanima, bolj nas to žene naprej kot pa umetnost ali pa kultura. Tjaša, ti si bila vrhunska športnica. Ja. Meni, da si se spogledovala celo z olimpijsko kolajno. Ne, če zares, ampak jaz si postavim visoke cilje. Ne? Zdaj,
ko sem bila športnica, se mi zdi super, da smo Slovenci tako zelo za šport. Zdaj, ko sem pa igralka, bi si pa želela, da mogoče včasih tudi znamo zelo ceniti naše vrhunske umetnike. Ampak ja, kot športnica, atletiko sem trenirala, 100 vere sem tekla, to je bila moja disciplina. Sem pa pridobila veliko enih kvalitet ali pa, ne vem, discipline, delovnosti, fokusa, ki mi pa zdaj še celo življenje prihajajo prav in seveda tudi tega, kar so se prej pogovarjali, Tilen, da znamo nekako tudi z nekim pritiskom, z nekim stresom v določenih momentih boljš operirati, znamo ga postaviti oziroma ga uporabiti za to, da nam koristi. Se mi zdi isto glasbena šola. Ja, zelo podobno. Ko sem zdaj poslušal, ja, tako res. Ko rečeš, otrok si želi v glasbeno ali pa hodi v glasbeno ali pa ga bom dal v glasbeno, seveda v prvi vrsti je to njegova želja, si rečeš, ok, super. Potem pa takoj zatem seveda pride te, tako se rekla, delovne navade, vztrajnost, stres, ja. Veš, kaj spravim, da ko ga postaviš na oder otroka, mu daš to odgovornost, da mora speljati. Ja. Zaigrati mora od štarta do konca. Do konca, tako. Speljati boš mogel ali pa pač meni je še ena posebnost, tak, kar se glasbe tiče, verjetno, ja, ti si štafeto si tudi laufala, ta odgovornost do igranja v nekem orkestru ali komorni skupini, ali to pomeni, da se ti moraš poslušati, ti nisi kar naenkrat sam kralj, mamica pa očka, zdaj pa bomo jaz, ali to sem jaz. Ti dejansko si v neki situaciji, ko moraš druge poslušati in pazi to, kar otroci res težko vejo, se prilagajati. Se prilagajati, bodi si v nekem glasbenem smislu ali pa to čist nekem organizacijsko-izvedbenem smislu. Ja, si del ekipe, ja. Si del ekipe, ja, tudi pri glasbi se mi zdi, v komorni zasedbi moraš nazaj stopati, dati prostor drugmu, ga podpreti v harmoniji sami, tako da se mi zdi to isto. To je zelo podobno kot v gledališču. Nikoli nisi sam, razen v monodrami, kar pa zaenkrat mene ne zanima, ampak to je točno to. Imaš soigralca, dati mu moraš prostor. Ja, drugega morata poslušati, sodelovati in tudi odreagirati drug na drugega, ker ni vedno isto, vedno je v živo, vedno je v tem trenutku, tako da tle smo zelo na podobnem terenu. Ja, hvala. Tjaša, imaš svoje najljubše delo klasične glasbe? Ja, rekla bi čarobna piščal, če zdaj recimo, da mi je tako... Mozart. Ja, Mozart. Okay. Mislim, vedno bi rekla Mozart, ne vem. Tak mojster se mi zdi, če bi v tistem času tak najbolj popularen, tako da... Zanimivo. Se mi zdi neka osnova. A ne? Ja. Si presenečen? Ne, tak, ja. Mozart je zmeram, to je zmeram taka varna glasba. Ja. Mozart lahko zmeram poslušaš, ali se voziš, ali se tuširaš, ali doma ležiš. Švasaš. Ajde. Zmeram je, ker neki te podpira, zmeram te nekako podpira. Ni nekaj, da bi neki ali se zgubil, ali se preveč razmišlja o njej, ali pa da bi se zgubil. Zmeram te podpira. No, ampak Francija, še kaj drugega razen Mozart? Recimo, kaj priporočaš staršem, da dajo za poslušati svojemu otroku? Ok, Mozart je vedno prva izbira. Kaj je recimo, ne vem, Prokofjev, Peter in Volk? Ne, jaz pa mislim to. Moje osebno mnenje je pa, da sploh naj poslušajo. Tako se je rekla prej, ali če imate doma gramofon, pa vrži plato na gramofon, pa če je to Oliver Dragojevič, ali je to Bijelo dugme. Samo da je glasba. Ja, ali so to orkester Slovenske filharmonije, to je bila sicer najboljša izbira. Hočem reči, da poslušajo, da vejo, zakaj se gre. Recimo res, moji kolegi, mi smo seveda tista, ko sem že prej rekel, ta generacija rock, pa smo metal poslušali. Ja, pa dajmo metal gor, vse si poslušal, vse kulturo, vse si poslušal, ne vem, Metaliko, dajmo to gor. Se bom počasi si prišel gor, bo razbral, kje je njegov prostor, pa bo rekel, ška tole pa mi ni, bom pa jaz Taylor Swift. Ajde, dej Taylor Swift, pa da vidim, pol čez par mesecev, kaj se ti bo zgodilo pri njej. Ampak kako jih pa upeljati v klasično glasbo, ki ni popularna do te mere, kot Taylor Swift? Da jih pripelješ na družinski abonma. Kaj pa eksperimentalna glasba?
to po mojem... A si kdaj dal otrokom priložnost, da so poslušali kakšno moderno, klasično delo? Jaz sem v začetku svoje profesionalne kariere zelo veliko preigral sodobno glasbo, res zelo ogromno. Ja, to si želim otrokom, ker sodobna glasba je zanimiva glasba, vendar nažalost se mi zdi, da smo ljudje oziroma so poslušalci malo tak v strahu z njo. Ampak na isti sistem, če se pravilno predstavi, če se v njej sodeluje, zna biti to pozitivna izkušnja. In v naslednjem letu, v naslednji sezoni bomo tudi v okviru družinskega abonmaja imeli en koncert z naslovom Sodobna glasba ni bau. In se bomo dejansko s otroci o tem pogovarjali, kaj je bila sodobna glasba, ker se vemo, tudi ko je Mozart pisal, te je bila to sodobna glasba, zdaj pač... Je bil popularen, kot je ja, zdaj pa ni več. To pomeni, tudi take izkušnje oziroma take zadeve moramo tudi s tamalimi reševati. Kdaj pa Petra in Volka slišimo? Petra in Volka. Petra in Volka upam, da slišimo sred poletja oziroma konec poletja, avgusta, v Živalskem vrtu. Wow. V Živalskem vrtu bojo letos menda naredili oziroma v naslednji sezoni bojo naredili novo ograjo za volkove. Ja, saj čas. In smo se zmenili, da bomo potem, ko bomo to postavili, mi naredili koncerte sredi Živalskega vrta, pride orkester v Živalski vrt. Okay. Sem hotel reči, volkove spustili v publiko. Ali bez nas. So lepi. Ja, ful lepi volkovi. No, glavno, in bomo Petra in Volka dejansko tam izvajali. To se pa že veselim. V samem prostoru. Mi smo že letos naredili živalski karneval v Živalskem vrtu. Saj meni osebno kot organizatorju izjemna izkušnja. Ja. Tak je bilo. Tudi nam kot gledalcem, ko smo sedeli na takih kvadrih, smo sena in ful je bilo ljudi in muzika je bila krasna in tudi živali so nastopale. Ja, živali. Kakšne niso hotele pol dol z odra, recimo, kakšen osu. A ni to zgodba z oslama? Ja, tako. Kaj je bilo to? Oziroma mula je bila. Aha. Mislim, da je bila mula, prišla in glih smo nekako govorili o njej, da pač taka je, sem pa tja, da je ne prestaviš, pa če se ona ne odloči. Ampak pazi, zakaj ne prestaviš? Zato, ker meni, da žival ima neko intuicijo, da je nevarno in zato se ona ne prestavi. Zato si misli, ali ne vem, tako pravijo. Glavnem, in pa smo jo predstavili, vse super, fajn, gremo špilat, gremo naprej z živadjo. Ni hotel naprej, mula ni hotela naprej, razumeš, tam je postala. A veš, drug stavek je hotel slišati. Se pa je dal tale, ko je imel nekaj dal. Za jest. In sta lepo odpeketala naprej. Na kjer koncert bi pa povabil Tjašo v letošnji abonmajski sezoni? Pa rečemo, da niso družinski koncerti, ampak so da naredim korak naprej. Kar na družinskega. Na družinskega. Ja, na družinskega. Ker bo ful lep. Vivaldija, ne? Ja, Vivaldi bo lep. Kaj pa je od Vivaldija? 4-letni časi. To, kar hočem prav, Marli, da bo slišal. Ja, ampak bo pa 4 godci. Bomo imeli eno glasbeno pravljico. Juš Miličinski bo režiral, to pomeni, bomo uvedli malo drame. Super. Te lahko pokličem pa. Ja. Ne le dramo. Tako da to bi predlagal. Drugač pa nimam. Jaz moram priznati, da v vseh koncertih orkestra in zbora skoraj enakovredno uživam. Nimam tako, da bi rekel, zdaj pa ta pa bo. Ne boš, tako da ko šle imela cajt. Ko imam čas, a ne? Ja, pridem. Super, se veselimo vseh koncertov. Predvsem se veselim, ko boste otrokom zaigrali neko moderno kompozicijo. To me zelo zanima, kako bojo odreagirali. Ker sem enkrat se pogovarjal že glede tega in je bila informacija, da so zavrteli otrokom eksperimentalno glasbo in da jim je totalno dogajalo, ker se dejansko tam ful dogaja, različni zanimivi inštrumenti delajo drugačne zvoke, kot so jih oni vajeni. In otroku, ki je odprt za te stvari, ki ima ful bujno domišljijo, pa je jim to neke nove svetove začne. Jaz se spomnim, ko je prišel Globokar v Cankarjev dom z nekimi svojimi stroji, to dejansko ne samo, da je nastajala glasba, da stroj se je premikal in dejansko pol koncerta smo dejansko pregledali bolj, kot preposlušali. No? In to se mi zdi, da je posebnost tudi
kako se rekel, sodobne glasbe, da ima neke nove inštrumente, neke nove pristope in da vsekakor ni bav. Tjaša, rekla si, da si želela igrati klavir, ima še kakšen najljubši inštrument mogoče? Ne, če bi imela res ta mal večji talent za glasbo, potem bi se lotila recimo violine. To bi bila ena taka. Drugače, ko sem bila v vrtcu in me takoj že od vrtca me zanima igra in mi smo tam imeli predstavice, pa smo igrali zajčke, pa lisičke in tako naprej. Pa škrate sem si ful želela triangel igrati, ker mi je bil tako fascinanten. Tako da, mislim, ne znam ga, ampak mislim, da lahko danes to zrihtamo, fascinanten inštrument. Triangel? Ja. Z veseljem. Hvala. Ne vem še kaj, dejansko je tako zberen, ko prideš kot tolkalc v orkester Slovenske filharmonije, kje začneš? Pri trianglu. A res? Res, pri trianglu. Jaz se okej. spomnim, moje prvo leto, pol leta, oni triangel, sem pa tja, pa. Trikotno sem že videl, res, hodil sem že vse trikotno videl. Pol pa ti daje možnost, tako da jo bomo naučili Bi rekel, triangel. za začetnika Da bo dobra čez izbira. 2 leti pol lahko. Aha. Kam gre pa pol? Ja, pol pa činele, pa Činele, pa veliki boben. boben, Aha. mali boben. Violina je pa čist na vrh, pa čelo. Najbrž, Ja. ampak jaz mislim, da probimo najprej s trianglom, Ja. bomo pa videli. Pa vidimo, ja, če se kariera tle zaključi. Ali bo olimpijska medalja. Ali pa se šele začne. Zmenjeno. V simfoničnem orkestru so se najprej pojavili seveda timpani, kmalu zatem pa tudi nekatere druga tolkala, torej veliki boben, činele, sploh pa triangel. Triangel je zelo zanimiv zaradi tega, ker je čisto navaden kos oplemenitenega železa, jekla. Poznamo več vrst trianglov, glede na različne smeri glasbe in izberemo tistega, ki najbolj zveni skupaj z orkestrom. Na triangel se igra z različnimi tehnikami, ponovadi je to udarec z eno palico, včasih z 2, včasih pa uporabljamo sploh v sodobni glasbi pa kakšne druge vrste materialov, naprimer, da igramo z lesom, s plastiko, ki mu daje poseben zvok. Tjaša, dobrodošla v čarobnem svetu tolkal. A ti ne boš nič igral? Ne, to je zdaj naloga za tebe. Pa daj no. Da bi jaz? Ja. Pa naj bo. Daj. Pripeljite drevo! Tako res tako v filharmoniji, teku so. Ok, torej Tjaša, Ja. si rekla triangel. No, v vrtcu je bil drugačen. Zdaj, no, tako sem že prej omenil. Jaz se upravičujem, ker prekinjam, kaj je to? To je potresujoče drevesce. Potresujoče. Še sreča, da si nisem Meni zaželela, izgleda da kot bi igrala. prekla za potresujoče. fižol. Tjaša, imam eno dobro novico. Triangla se skoraj ne da igrati na robe. Kaj pa to? Ne. O, ne. Super v redu. si, super. Ja. Torej, sem 1, 2, pa pum, pum. Okay. A imam prav obrnen? Ja, Imam. super. Aleluja. Stop. A moram takoj začeti. začeti? 1, 2, pum. Čakam, da bom pol vstopila. A bo zdaj z nami? Ja, bom. Okay. Torej, 4 takte je pauza, potem je osminska pauza s piko, potem pride 16-inka, ki je vezana drevo na... zaigraj. Okay, te pa te... Ja, to je to. Super. Ja. Veš kaj, jaz mislim, da bomo to odigrali, se bodo vrata odprla in pridejo s hrano noter. Aha. V bistvu to dejansko kar... Ako na dvoru. Mozart je zanimiv zaradi tega, ker on je en izmed glavnih, ki so začeli uporabljati tolkala, ki so jih turški janičari pustili na svojih pohodih. Dejansko, ko govorimo mi o velikem bobnu, ko govorimo mi o činelah, sploh pa, ko govorimo o trianglu, so to inštrumenti, ki prihajajo iz Turčije. Torej, Ja, Adam je znak. izvoli, me zanima, kak bo. Špilej! A je zelo težko igrati z nekom, ki nima pojma? Se ne slišimo. Okay. A zdaj shodno povedati, da tolkalci ne slišimo več. Dame in gospodje, na dvoru Slovenske filharmonije ena in edina Tjaša Železnik.
Bravo! Bis! Ja. Bis! Še širka tisto. Hvala vam za to izkušnjo. Ja.